Spoštovane udeleženke in udeleženci, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Jakobove bukve Olge Tokarczuk so zares obsežen roman in če ga želimo prebrati, mu moramo posvetiti kar lepo število ur v svojem zaposlenem življenju. Zaposlenem kljub izrednemu stanju, ki nas pesti že 2 leti, ali še bolj zaposlenem prav zavoljo omenjenih okoliščin. Skratka, zakaj bi namenjali toliko dragocenega časa prebiranju zgodovinskega romana in to tako obširnega, kot so Jakobove bukve? Kaj nam ta roman pripoveduje o preteklosti in sedanjem trenutku? Kot pravi pisateljica sama, so Jakobove bukve zgodovinski roman, ki je napisan s popolnim zavedanjem, da je obvezujoča zgodovinska naracija nekaj, kar je skonstruirano in kar se vedno znova konstruira. Torej, zgodovinska naracija ni nikdar zaključena, saj lahko iz sedanjosti spreminjamo videnje minulih zgodovinskih dogodkov in dogajanj. Zgodovinski roman pa tako ne pripoveduje le o upovedovanem času, ampak čisto nič manj tudi o času, v katerem je nastal. Knjigo je kot vsako naravnost enciklopedično delo, ki poskuša prestreči celotnost in polnost sveta, praktično nemogoče obnoviti. Sicer pa si bralci, ki po njej še niso posegli, tega verjetno niti ne bi želeli. Zato omenimo samo, da je njena tema življenjska usoda Jakoba Franka, židovskega heretika iz 18. stoletja z obrobja takratnega Poljskega kraljestva, z ozemlja, ki je danes v jugozahodni Ukrajini, ter nastanek in nadaljnja usoda frankistične sekte, pripadniki katere so skupaj s svojim voditeljem slovesno prestopili v katoliško vero. Nagibi za to dejanje so izvirali deloma iz kontroverznih naukov njihove po izvoru sabatijanske ezoterične doktrine, deloma pa iz želje po družbenem spomnu. Glavni junaki, židovsko-katoliška sekta frankistov, so na svoji poti prestopali meje socialnih slojev, stanov in dežel, pa tudi meje jezikov in religij. Knjigo samo lahko umestimo vsaj v 2 literarni sosledji, in sicer v opus Olge Tokarczuk in v kontinuiteto poljske književnosti. So edini zgodovinski v nizu avtoričinih doslej 9 romanov. Nekateri od teh so ustvarjeni v inovativni romaneskni obliki, ki jo je Olga Tokarczuk poimenovala konstelacijski roman. Gre za nizanje krajših pripovednih fragmentov, prizorov, slik, anekdot, zgodb, razmišljanj, ki se povezujejo v celoto šele v bralčevi zavesti, tako kot se zvezde na nočnem nebu združujejo v ozvedja v opazovalčevem pogledu. S tem narativnim prijemom se pisateljica želi približati nemirni zavesti sodobnega bralca in moderni senzibilnosti. Takšna romaneskna oblika se že nakazuje s kratkimi poglavji poimenovanimi časi v romanu Pravek in drugi časi, popolnoma pa se izoblikuje v Dnevni hiši, Nočni hiši in Begunih. Spet drugi romani Olge Tokarczuk navezujejo na različne literarne žanre. Na primer, Pelji svoj plug čez kosti mrtvih na kriminalko in ekološki triler. Ana In v grobnicah sveta pa aktualizira sumersko mitično zgodbo. Jakobove bukve imajo nekaj od obeh pripovednih linij. Ohranjajo preizkušeno fragmentarizirano pripovedno obliko, vendar je ta uporabljena drugače. Vključena je namreč v kronološko zaporedje izpričanih zgodovinskih dogodkov in torej ne omogoča enake proste asociativnosti, domišljijske poljubnosti, povezovanja epizod in fragmentov v celoto, saj vse skozi ohranja preverljiv stik z zgodovinsko zunaj literarno resničnostjo. Žanrsko pripadnost pa delo izkazuje med drugim skozi dialog s starejšim, predvsem romantičnim modelom zgodovinskega romana, ki ga je pod vplivom Walterja Scotta na Poljskem uveljavil Henryk Sienkiewicz, predvsem svojo znamenito trilogijo. V popisu pestrih prigod frankistov na selitveni poti od rodnega Podolja prek velikih in manjših mest do Dunaja in Offenbacha na Nemškem, še predtem pa na pogostih trgovskih potovanjih s karavanami na jug, vse do Soluna in Smirne, lahko zasledimo tudi element pikaresknega romana.
Sienkiewiczevi zgodovinski romani so sooblikovali poljski narodotvorni mit, ki sugerira, kot ugotavlja poljska literarna zgodovinarka Marja Janjon, občutek poljske kulturne večvrednosti na vzhodu ter civilizacijskega in verskega poslanstva, ki naj bi ga Poljaki tam izpolnjevali. Tako so Poljaki, ki so bili sami v zgodovini dolgo razkosani med tri kolonialne sile, na vzhodu nastopali tudi kot kolonizatorji, kar se je izražalo predvsem kot odnos med poljskim plemičem in kmetom, tlačanom ukrajinske narodnosti. Jakobove bukve si s trilogijo delijo dogajalni prostor, obrobje poljske mejne krajine, vendar vzpostavijo distanco do njenega narodno-konstitutivnega in prebudniškega sporočila. Vrhunec dekonstrukcije Šenkevičevskega mita v Jakobovih bukvah je najbrž prizor, ko se pesnica Družbacka znajde v trgu Rohatinu in jo preplavi občutek tujosti ali alieniranosti. Vidi ukrajinski kmetici, Žida, armenska trgovca, Turke, ljudi, o katerih ne ve nič in se z njimi sploh ne more sporazumeti, ker ne govorijo poljsko. Tudi v poljski zgodovini in pismenstvu skoraj pozabljena, za sodobnega bralca eksotična židovska sekta prihaja z tega obrobja. To ustreza definiciji ekscentričnosti, poziciji zunaj centra, o kateri avtorica v Nobelovskem predavanju pravi, da je najprimernejša za literarno pripovedovanje. V široki panorami Jakobovih bukev je ta družbena skupina prikazana skozi interakcije s številnimi sloji tedanje družbe. Najprej z odpadnikom, sovražnimi, ortodoksnimi Židi, pozneje pa predvsem z aristokracijo in cerkvenimi dostojanstveniki. Ti liki so na prvem planu, medtem ko so številni pripadniki drugih slojev, predvsem nižjih, revnejših, prikazani bolj eksemplarično in anekdotično. To so zgodbe ubežnega tlačana Jana iz okna, klateškega ljudstva, iz katerega so se novačili kozaki, ukrajinske sirote, odsluženih veteranov, čenstohovski trdnjavi in tako dalje. In čeprav so bili ravno ti žrtve izkoriščanja poljskega plemstva ob poljski ekspanziji na vzhod. To nesorazmerje izhaja iz dejstva, da v Jakobovih bukvah zgodovino opazujemo skozi tekst. Pismenost pa je bila v tistih časih domena višjih slojev, duhovništva, izobraženstva, rabinov oziroma židovskih moških sploh. O tem nenavadnem potovanju po Evropi skozi družbene sloje in religije zares deloma pripovedujejo pokojniki, kot lahko preberemo v podnaslovu knjige. Ti pokojniki so avtorji citiranih in fiktivnih besedil, skozi katera pisateljica predstavlja zgodovino. Gre za preplet avtentičnih zgodovinskih dokumentarnih dokumentov s fiktivnimi. Pa tudi ti fiktivni se pogosto opirajo na avtentične, na primer pisma plemkinje Kosakovske. Dokumentarno navajanimi viri so najpomembnejši v poljščini ohranjeni zapisi Frankovih učencev z naslovom Knjiga gospodovih besed. V poljsko slovstveno izročilo pa so vpeti tudi baročna pesnica Družbacka, enciklopedist Benedikt Chmielovski in avanturistični plemič Molivda, v resničnem življenju tudi sam pesnik. Iz avtentičnega zgodovinskega dokumenta je vzet opis lvovskega disputa med rabini in odpadniki. In ta opis bralcu poleg fiktivnega dnevnika pa Berki, Frankovega prijatelja rabina iz Buska, odstiral pogled v izmuzljivo frankistično teološko misel, kolikor je to sploh mogoče, saj so ezoterične sekte svoje najgloblje skrivnosti predajale zgolj oralno. Toda pisateljica spregovarja tudi iz svojega časa. Med zgodovinsko izpričane zgodbe so spretno vključeni in pripovedovani na isti način domišljijski prizori, ki so dejansko refleksije avtoričinih prepričanj, stališč, predstav o družbeni resničnosti. Pri tem upoveduje teme, ki so tudi sicer značilne za njeno ustvarjanje, razmišljanje in družbeno delovanje. Od ekološke osveščenosti in skrbi za okolje, empatije do živali in narave, do feminizma, detabuiziranja starosti in smrti, refleksije o odnosu med centrom in obrobjem, o ekscentričnosti kot izstopu iz privajenega, privilegiranega položaja, ter številne druge.
Sodobne teme so v roman ključne tako, da jih, četudi jih prepoznamo kot sestavino sodobnega pojmovnega in ideološkega repertoarja, beremo tudi kot del predstavnega in miselnega sveta, izkustva in doživetij upovedovanih likov. Pisateljica osvetljuje življenja žensk, skoraj odsotna iz uradne historiografije. S zgodbami, kot je tista o ženski bolezni graščakinje Kosakovske, o obupu Drožbacke, ko izgubi hčer in vnukinje, in njeni pretresljivi molitvi k Črni Mariji. O Evi Frank in Anuši Pavlovski, ki si postarani in zapuščeni odmakata boleče noge. Frank sam je že z imenom zaznamovan kot tujec. Njegov vzdevek Frank v turških krajih označuje prišleca iz Evrope. Ta vzdevek je prinesel iz izgnanstva na Vlaškem, Vlaška je bila takrat pod turško oblastjo, kjer je preživel otroštvo in je dobro označeval njegovo eksistencialno situacijo. Povsod, kamor je prišel, je bil tuj, tudi v domačih krajih, v katere se je vrnil. V romanu ga gledamo skozi oči drugih, ki gojijo do njega močno pozitivna ali negativna čustva. Ne zbuja nekih mlačnih odzivov nikoli. Največ izvemo o njem iz Nahmanovih zapisov, veliko pa tudi iz zapisov njegovih povedk, sploh o njegovih mladih letih in norčavih tujih delih. Tuja dela so bila obredne kršitve verskih zapovedi in židovske postave. Frank je prožna, domala protejska osebnost. Po Cvijevem zgledu sprejme najprej islam, potem pa skupaj s svojimi sledilci katoliško vero čez leta v Offenbachu spet razmišlja o kolektivnem prestopu v pravoslavje, do katerega sicer ne pride. Ampak bi to storil, če bi s tem le iztržil kakšno ozemlje za svoje ljudstvo. Kot da so mu vere zgolj orodje za dosego nekega cilja ali etape na skrivni poti. Težko bi odgovorili na vprašanje, ali so zanj pomembnejša verska iskanja ali družbena in socialna prizadevanja. Dogajanje Jakobovih bukov sega od začetka Frankovega delovanja leta 1752 do prenehanja javnega pojavljanja frankizma po Frankovi smrti in po smrti Eve Frank leta 1816, se pravi dobrih 60-70 let. Na videz je frankistično gibanje s Frankovo smrtjo ugasnilo. Začelo se je kot drzna, toda razumljiva težnja k družbenemu vzponu. Ta vzpon je bil naravnost vrtoglavo osupljiv, iz bednih koč z najbolj daljne periferije na evropske dvore. Končal se je z bahaško, nerazumljivo razsipnostjo Frankovega Offenbachskega dvora in kar je bilo nekoč prizadevanje za duhovno in socialno osvoboditev, se je končalo v pehanju za posvetnimi častmi. Toda skrita zgodovina frankizma se je potihem nadaljevala, tako v okrilju katoličanstva kot ortodoksnih židovskih okolij. Frankisti so še vsaj do srede 19. stoletja poročali samo med seboj, zato so ostali skupnost, čeprav jih na zunaj ni bilo mogoče ločiti od poljskega okolja, v katero so se asimilirali. Postali so pravniki, zdravniki, trgovci, manufakturisti, podjetniki, umetniki in s tem so bistveno prispevali k vzpostavitvi temeljev poljskega meščanstva. Odtrgani od izvorne vere so zlahka naredili še korak v razsvetljenstvo. Olga Tokarčuk to pot prikaže kot nenaden dogodek, kot skok, kot razvoj, skoraj neverjeten razvoj puntarskega v fantazijah izgubljenega dekleta Gitle v izobraženo odraslo žensko, ki skupaj s svojim možem, zdravnikom Ascherjem, vodi intelektualne debate o novi dobi razuma. Temni pol te svetle zgodbe pa je smrt Mojzesa Dobruške, prostozidarja in revolucionarja, ki kot Junius Frey konča pod giljotino med francosko revolucijo. Jakobove bukve so roman, ki že s samim bogastvom zanimive, neznane, eksotične snovi, zgodovinske, religiološke, neomejene zgolj na Poljsko, ampak vpete v dogajališča križem Evrope, povezujoče tako različna kulturna in družbena okolja, kot je Avstro-Ogrsko cesarstvo, carska Rusija in otomanska Turčija, priteguje pozornost, budi radovednost in radoznalost, ukažejo. Opozarja, da zgodbe človeštva niso zamejene v ozke nacionalne okvire, ampak so nam vsem skupne. Opozarja na našo skupno človečnost v različnih časih in krajih. Zgodbo frankistov lahko beremo alegorično kot priliko, ki nam lahko da misliti
tudi v našem tukaj in zdaj. Čas, ki smo ga vložili v branje tako obsežne knjige, potem nikakor ni samo čas sprostitve, bežnega užitka v branju. Frankisti so se dvignili iz skrajne bede revnih podolskih Židov. Od okoliških ukrajinskih kmetov, tlačanov, bajterjev so se razlikovali samo po nečem. V židovski kulturi je vladala splošna pismenost. Vsi fantje so bili sistematično opismenjevani v verskih šolah, pretežno v hebrejščini. Podobne izobrazbe pa so bila v različnih osebnih okoliščinah neredko deležna tudi dekleta. V tej knjigi takšno izobraženo žensko z izjemnimi darovi predstavlja prerokinja Haja. Ko so enkrat stopili na pot odpažništva, ki je bila v socialnem smislu pot v neznano, prodor v višje sloje in med tuje narode, se niso več ozirali nazaj, ampak so popolnoma prelomili s poznanim in domačim. Kljub temačnim epizodom nam, kakršna je bila obsodba na krivoverstvo in dolgoletna internacija v Čenstohovskem samostanu, niso ponižno uklonili hrbta. V njihovem mišljenju, dejanjih in odločitvah ne bi našli niti trohe konformizma. Nasprotno, lahko bi rekli, da so sami sebi kreirali resničnost. Toda potem, ko je gibanje navzven zamrlo, se na videz popolnoma zlilo s poljsko družbo in poljskim katolištvom, so poljski frankisti v njej ohranjali svoj status in na njo vplivali. Eden od takšnih vplivov, sicer dokaj anahronističen, je na primer tudi pojavitev poljskega mesijanizma, tako političnega kot literarnega v okviru poljske romantike, kamor ga je zanesel neposredno veliki pesnik Adam Mickiewicz, ki je sam izviral iz okolja frankistov. Morda nas lahko poljski frankisti navdihnejo še danes, v času nezaslišanega omejevanja osebne svobode. O tem pa lahko že razmisli vsak sam ob pozornem prebiranju tega izjemnega romana, naravnost balzakovske analize neke družbe v nekem zgodovinskem času. Pozorni pripovedovalec, pripovedni glas romanov in zgodb Olge Tokarczuk si nedvomno zasluži pozorna bralko in bralca. Hvala lepa.